Fazor je projekt, ki spada v korpus umetniških del, ki preiskujejo področje različnih tipov kognicij. Temu kuratorskemu nizu pravimo hibridna inteligenca, kjer vidimo, kako je človeška inteligenca našponjena z umetno inteligenco pravzaprav pripeljala do nekih robov, kjer vidimo, da kljub temu, da lahko imamo na razpolago vse, kar je človek do zdaj sproduciral, da lahko v trenutku razmišljamo o vseh stvareh na tem planetu, vidimo, da pravzaprav človeška inteligenca še vedno lahko uporabna samo za en del realnosti, ki jo pokrivamo. In da nek drugi del, velik del druge realnosti pač ne more biti zaobjet skozi način razmišljanja, kot razmišlja človek. In na ta način poskušamo skozi druge projekte tudi odkrivati kognicijske procese v drugih nečloveških živih bitij. In od tam se učimo, da pravzaprav ta tip razmišljanja, kot velja za ljudi, ki razmišljajo logično, racionalno, skozi opozicije, črno-belo, ena, nula, dobro, slabo in tako naprej, da ta binarni način treba dograditi. No, in da bi to našo ujetost v ta način razmišljanja, to našo ujetost v te strenirane možgane nekako lahko razbili, nas zanimajo tudi taki projekti, kot je Dmitrijev, kjer na tem stolu v nekem določenem trenutku ali pa v nekem določenem časovnem obdobju doživimo neko razstavljanje našega dojemanja prostora in časa. Tudi in prostor in čas sta v bistvu koncepta, za katere smo se mi ljudje odločili, da sta taka, kot sta. In s tem, ko mi začnemo razgrajevati to predstavo, ko se začnejo ustvarjati iluzije, halucinacije, kar naenkrat nimaš več opore v tem racionalističnem kognitivnem aparatu, ampak se začne ta tvoj aparat za zaznavanje razširjati. Govorimo o nekem razširjenju zavesti, ki ga lahko, ne vem, pod vplivom nekih psihoaktivnih substanc doživimo mimogrede, recimo skozi alkohol, skozi droge in tako naprej. Ampak tukaj gre za neko nadzorovano okolje, kjer poskušamo dojeti, kako, do katere točke je ta prostor-čas, ta naučen prostor-čas operativen in od katerih točk naprej se pa ta koncept začne razpirati in začnemo razumevati, na kakšen način lahko vstopajo drugi tipi kognicije, drugi tipi izkušenj, drugi tipi zaznave v človeško telo, da ne rečem samo v človeške možgane. Tako da tukaj gre za neko celostno, čutno izkušnjo, tako kot pri umetniških projektih nasploh, kjer doživimo to neko določeno nestabilnost in potem poskušamo retroaktivno odkriti, zakaj se je ta nestabilnost zgodila in kaj se je skozi to nestabilnost dogajalo z nami, kako smo mi kar naenkrat začeli doživljati svojo okolico na drugačen način. To zaklenjenost v naše možgane nekako poskušamo odkleniti in ustvariti prostor še za drugačne tipe mišljenja.